Pozdravljeni na javni razglasitvi vseh finalistk in finalistov Slovenske note 2018, ki organizira Mladinski center Hrastnik. Sva Pija Amaršek in Matej Knez. In samo za vas bova nocoj odvodila javno razglasitev tekmovalk in tekmovalcev, ki so se uvrstili na finalni izbor Slovenske note 2018. Vsi, ki so se uvrstili na finalni dogodek, ki bo potekal v soboto 1. septembra 2018 ob 20. uri v Delavskem domu Hrastnik, so morali iti skozi sito strokovne žirije, ki je ocenjevala vse nastope na audiciji. Žirija je izmed vseh, ki so se predstavili na audiciji, izbrala 10 finalistk in finalistov Slovenske note 2018 in nocoj je čas, da jih spoznamo. Vendar še pred tem, Matej, pa je potrebno poudariti, da bo letošnja slovenska nota še boljša, kot je bila lani. Lansko leto je Mladinski center Hrastnik postregel s tem novim glasbenim tekmovanjem, ki je navdušil širšo okolico. Glas slovenske note je odmeval ne le v Zasavju, temveč tudi širom njegovih meja. In ravno s tem je slovenska nota postala zares slovenska. Mladinski center Hrastnik za letošnje leto obljublja še bolj nepozaben večer dobre slovenske glasbe, dobrega tekmovanja in spopada zares izredno kvalitetnih vokalistk in vokalistov. Zmagovalec Slovenske note 2018 pa bo, tako kot Samantha Maja lani, za nagrado prejel avtorsko pesem. Hkrati pa ste vsi povabljeni, da spremljate projekt Slovenska nota na Facebooku, prav tako pa tudi na YouTubeu, kjer boste skozi celotno leto lahko našli veliko zanimivih vsebin. Matej, menim, da je čas, da končno razglasiva imena 10 finalistov in finalistk, ki bodo tekmovali na Slovenski noti 2018. Pija, prav imaš. Spoštovane in spoštovani, čas je. Spoznajmo tekmovalke in tekmovalce Slovenske note 2018. Na Slovenski noti 2018, ki bo potekala 1. septembra, se bo predstavila Sara Praznik. Sara je 18-letna gospodična iz Boštanja, ki zase pravi, da je vedno nasmejana. Glasbeno šolo je začela obiskovati pri 5 letih, v 13 letih pa se je naučila igrati klavir, flavto in kitaro. Trenutno zaključuje višjo stopnjo solo petja, njeni ljubezni pa sta poleg glasbe še gledališče in filmska umetnost. Sara je tudi nagrajenka mnogih glasbenih festivalov, na katerih se je udejstvovala. Pred kratkim je tudi na Sevniškem gradu izvedla svoj prvi samostojni koncert od Adele do Broadwaya. Njena ambicija je uspeti v muzikalu, zato bo študij nadaljevala v Veliki Britaniji v smeri glasbenega teatra. Januarja letos pa je uspešno opravila tudi preizkus nadarjenosti na Edge Hill University v Veliki Britaniji. Čestitamo! Sara, čestitke še z moje strani. Naj pa zanima, kako se je začela tvoja glasbena pot in kaj pričakuješ od Slovenske note 2018? Moja glasbena pot se je začela, ko sem nekega popoldneva gledala televizijo in ravno sem ujela na televiziji, kako so predvajali video spot od Guns N' Roses, kateri so pesem November Rain. In takrat sem se takoj zaljubila v rock, glasbo na splošno, in sem potem poslala v glasbeno šolo, ker sem bila malenkost razočarana, ker so pač igrali tam samo klasiko, ampak kljub temu sem nadaljevala šolanje v glasbeni šoli in zdaj tudi vzljubila klasiko nazaj. Od Slovenske note, ja, pardon. Pričakujem predvsem nov izziv, pa ful veliko prijateljev, ker vidim, da smo pač glasbeniki, da se povežemo in mislim, da bo to ena nora izkušnja. To je najpomembneje. Sara, hvala in veliko sreče se tebi. Hvala vam. Naslednja, ki se bo 1. septembra potegovala za zmago na Slovenski noti 2018 je Tanita Lipa. Tanita na današnjem večeru zaradi bolezni žal ni. Tanita hitro okreva in veseli smo, da si del našega projekta. Zase pa 17-letnica iz Brežic pravi takole. Obiskuje drugi letnik predšolske vzgoje, igra na violino, klavir, flavto in kitaro. Nastopala je na mnogih šolskih prireditvah, otroškem pevskem festivalu in dobrodelnih koncertih v Brežicah.
Pravi, da je glasba edina, ki jo v življenju osrečuje. Njena želja je postati profesorica solfeggio. Na slovensko noto se je prijavila zgolj iz radovednosti in zabave. Ko bo čas nastopa, bo polna energije, ki jo osrečuje. Tanita, čestitke za uvrstitev na tekmovanje in veliko sreče na finalnem dogodku septembra. Na slovenski noti 2018 se bo za zmago potegovala tudi Karin Možina. Karin je 28-letna gospodična, ki prihaja iz Nove Gorice. Je velika ljubiteljica kave, filmov in smeha. Že 9 let poje pri Perpetuum Jazzile, so ustanovila skupino Baseless, s katero je bila leta 2014 v polfinalu šova Slovenija ima talent. Veliki odri niso tuji. Nastopila je kot spremljevalna vokalistka na EMI 2017 in 2018. Spet je pričela v osnovni šoli, nastopala je večinoma zase, javno pa leta 2009, ko je prišla v Ljubljano. Ima zasavske korenine, njen dedek, ki se je iz Trbovelj preselil v Novo Gorico, je bil odličen harmonikar, sodeloval je tudi z Avseniki. Želi si uspeti kot solo ustvarjalka, pisati in peti glasbo, ki bo ljudi navdihnila. Z udeležbo na slovenski noti, ki poteka v Zasavju, se vrača k svojim glasbenim genom. Karin, ti morda udejstvovanje na slovenski noti predstavlja neko novo poglavje v tvoji glasbeni poti? Hvala. Definitivno. Jaz sem v zadnjih letih predvsem v vokalnih skupinah, kjer je super in sem se dosti naučila in toliko talentiranih ljudi spoznala in predvsem naučila harmonije in prilagajanja, blenda, vsega tega. Zdaj v zadnjih mesecih se pa nekako lotevam svoje solistične poti in jaz mislim, da bo slovenska nota en odličen organ, kjer lahko predstavim svojo priredbo enega znanega slovenskega komada, ki mi je meni ful všeč in jaz upam, da bo poslušalcem tudi, no, in da ga mogoče približam tudi tistim, ki mu do zdaj še niso dali posebne pažnje. Hvala in veliko sreče še naprej. No, naslednja, ki se bo prav tako seveda potegovala za zmago na slovenski noti, pa je Maša Jakopič. Maša je 17-letnica iz Slovenj Gradca. Zase pravi, da je zelo umetniška oseba, poleg petja se namreč ukvarja tudi z risanjem in s plesom. Njena skrita strast pa je tudi kuhanje. Že od otroštva nastopa na najrazličnejših šolskih prireditvah, udeležila pa se je tudi nekaj festivalov v tujini. Pravi, da je glasba našla pot do njenega srca, ko je v otroštvu poslušala takratne hite. Uživa, ko poje, nastopa in ustvarja svojo glasbo, zato upa in se trudi, da ji bo uspelo na tem področju. Za slovensko noto se je prijavila, ker se želi predstaviti še drugim kotičkom Slovenije zaradi izkušenj in seveda zaradi veselja do nastopanja in same glasbe. Maša, Pija je omenila, da si nastopala na tujih festivalih. Bi nam morda lahko zaupala na katerih? Nastopala sem na festivalu Kukuriček na Hrvaškem, ko sem bila sicer stara okoli 13, bila je zelo zabavna izkušnja. Predstavila sem tudi svoj pesem. Nam mogoče lahko še poveš, kaj pričakuješ od slovenske note letos? Nekih pričakovanj sicer nimam, imam pa želje in upe, da se bo vse čim bolj odvijalo in da se bo vse skupaj fajn odvrtelo za mene. Verjamemo, da se bo, zato hvala in srečno. Naslednja tekmovalka, ki se bo potegovala za zmago na slovenski noti 2018, je Katja Brcar. Katja Brcar je 16-letna dinamična punca iz Šentruperta na Dolenjskem, ki se je že predstavila na slovenski noti 2017, kjer je osvojila 5. mesto. Zase pravi, da je oseba, ki obožuje glasbo, hrano, knjige in TV serije, mnogi prijatelji pa jo imajo za zgovorno osebo.
Že kot majhna deklica je začela svojo glasbeno pot s prepevanjem svoje družine v dnevni sobi, obiskovala pa je tudi ure zborovskega petja, nato pa tudi zaključila izobraževanje iz solo petja v glasbeni šoli Trebnje. V prihodnosti si želi predvsem pridobiti čim več izkušenj na področju nastopanja, se prijaviti na kakšen večji slovenski festival in izdati še kakšno svojo pesem ali videospot. Katja, kaj je tisto, zaradi česar si se ponovno prijavila na slovensko noto in kaj pričakuješ od letošnje izvedbe tega festivala? Zato sem se prijavila še enkrat, ker je to pač ena izmed najboljših stvari, kar so se mi zgodile v življenju. Ker je res tak super festival, zelo dobro organiziran, tudi tako ful je sproščeno vse, odnosi so fenomenalni, še vedno smo v stiki z lanskimi sotekmovalci in pač zato, da si naberem čim več izkušenj, katere pa lahko tudi pač izkoristim in pa jih uporabljam v prihodnosti. Hvala in še več uživanja na letošnji želimo. No, naslednja tekmovalka, ki se bo potegovala za zmago, pa je Špela Došler. Špela je 17-letna vokalistka, ki prihaja iz Rogaške Slatine. Zase pravi, da je komunikativna in polna pozitivne energije. Hudomušno je tudi pripomnila, da je njen hobi govorjenje samo. Navdih črpa iz narave in iz glasbe, rada pa tudi pleza, kjer kot pravi, tako pride v stik sama s seboj. Udejstvovala se je v zboru, kot solistka pa je redno nastopa na raznih prireditvah v svojem rodnem kraju, kjer je lansko leto nastopila tudi z lokalnim Big Bandom. Prijavila se je predvsem željo po pridobivanju novih izkušenj, seveda pa ne skriva želje, da si želi svoje avtorske pesmi. Špela, kaj je tisto, česar se res najbolj veseliš na slovenski noti? Najbolj se veselim nastopanja samega, ker je seveda glasba moja največja strast. Seveda pa se veselim tudi vseh stvari, ki pridejo s tem skupaj. Pridobivanje novih prijateljev in tudi pač izkušenj s tekmovanji. Super, srečno 1. septembra in še veliko glasbenih užitkov do takrat. Hvala. Naslednji, ki bo nastopil na slovenski noti 2018, je Matej Zidar. Matej je 17-letnik iz Mozirja, ki se poleg glasbe ukvarja tudi z dramo. Je velik ljubitelj filmov. Zotri ima že kar nekaj izkušenj, tekmovaja sicer malo, a na vseh uspešno. Zmagal je na šolskem tekmovanju Pokaži, kaj znaš. Sanje so seveda, da bi se lahko preživljal z glasbo, kar pa je v Sloveniji dan danes težko, če se ne ukvarja z narodno zabavno glasbo. Rad bi bil uspešen in si želi sprva prodreti na slovensko sceno in če bodo zvezde pokazale tako, še na svetovno. Stili bi rad eksperimentiral in pisal prav tako čustvene kot žurerske pesmi. Predvsem pa bi rad ljudem približal kvalitetno glasbo na inovativen način in malce pometel z današnjimi mainstream pop pesmimi, ki nastanejo v enem tednu. Matej, si edini solist moškega spola. Misliš, da bi to bila lahko prednost, vsaj pri ženskem delu publike? Ja, to je pa čisto odvisno od žensk, tega ne moram nič reči. Ampak prednost dole gor, mislim, da se bo pač v vsakem primeru ne glede na spol pokazalo, kdo je najboljši. Hvala in srečno predvsem septembra. No, na slovenski noti 2018 pa se bo za zmago potegovala tudi Maruša Zmrzlak, ki pa je danes žal ni z nami. Maruša je edina zastavka in 24-letna Trboveljčanka ter druga povratnica na letošnjem tekmovanju. Sicer dela v vrtcu v Ljubljani, kjer je spoznala, da so ji ročne spretnosti bližje, kot je sama mislila. Za dušo igra klavir, flavto in še kakšne druge instrumente, nekaj mesecev pa pleše tudi svit. Sodelovala je tudi na najrazličnejših glasbenih tekmovanjih, kjer je bila vedno uspešna. Po
tekmovanju Prebudi talent je z malo kivci in cover loverji pela celo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Njena želja je sodelovati z drugimi pevci, posneti kakšen duet, želi pa si najti tudi družbo glasbenikov ali pa band, s katerim bi lahko skupaj glasbeno ustvarjala. Maruša, vidimo se septembra, do takrat pa še naprej brusi glasilke in uživaj v vrtcu. Naslednja finalistka Slovenske note 2018 je Ana Podržavnik. Ana je 17-letna Korošica iz Prevalj, ki obiskuje gimnazijo Ravne na Koroškem. V prostem času se rada ukvarja s športom. Za slovensko noto je zbrala pogum, saj je to njeno prvo tekmovanje. Ima pa za seboj nekaj nastopov na kulturnih prireditvah, božičnih koncertih, nastopala pa je tudi v dveh muzikalih, in sicer Grease in Hairspray. Za glasbo in petje jo je navdušila babica Dana. Tudi ona je bila pevka v svojih mladih letih in že od nekaj skupaj prepevata. Ana si želi, da bi poslušalci ob njenem petju uživali, tako kot ona uživa na odru. To je njena prioriteta, seveda pa si želi tudi vsega, kar pride zraven. Avtorske skladbe, videospoti in nekoč album. Na Slovensko noto 2018 se je prijavila zaradi lepe izkušnje. Rekla si je, kar bo, pač bo. In nasmehnila se je sreča, da je danes tukaj z nami. Ana, čestitamo, uspelo se ti uvrstiti na finalni dogodek Slovenske note. Kaj vidiš v slovenski noti in kaj od nje pričakuješ? Hvala, najprej bi se rada zahvala. Od slovenske note pričakujem samo zabavo. Verjamem, da bom imela veliko novih prijateljev. Seveda pa pričakujem veliko novih izkušenj in pa premagovanje treme na odru. Ana, hvala in srečna septembra. Tako, ostali so nam samo še eni nastopajoči in sicer na Slovenski noti 2018 se bo za zmago potegovala tudi vokalna skupina Šani Šeni. Šani Šeni je sicer skupina treh fantov iz Podčetrtka, in sicer 28-letnega Klemna Lavričuka, 26-letnega Matjaža Pešaka in 42-letnega Gorazda Pavčnika. Nastopajo na mnogih prireditvah in popestrijo marsikatero dogajanje na rojstnih dnevih, porokah, koncertih in podobno. Sprva so peli v pevskih zborih in vokalnih skupinah, nato pa je Gorazda in Matjaža podzanesla v narodne zabavne vode, na kar pa je želja po ustvarjanju avtorskih pesmi privedla do nastanka skupine Šani Šeni. Njihovo gonilo je ustvarjanje avtorske glasbe, izdaja albuma in nastopanja na koncertih. Glede na to, da ste edina glasbena skupina na letošnji Slovenski noti, kaj vas je gnalo, da ste se prijavili na to tekmovanje? Gnalo nas je predvsem to, da imaš možnost predstaviti svoj avtorski komad malo širši publiki, da spoznaš nove glasbenike, nove prijatelje, nove ljudi in pa izziv na nek način. Ja, pa da Matej ne bo samo moška. Super, hvala in srečno na finalnem dejanju. Tako, dragi in drage, to so bili tekmovalci letošnje Slovenske note 2018. Na oder bi jih radi še enkrat povabili, zato naj na oder pridejo Sara Praznik, skupina Šani Šeni, Kari Možina, Naša Jakovič, Katja Vrca, Špela Košter, Ana Podržavnik,
In naj živi slovenska nota. Slovenska nota 2018.